Za življenje. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Lep pozdrav pa tudi Urošu Perku. Dober dan. Pozdravljeni. Torej, poletje je še vedno tu, morda naši poslušalci še niso bili čisto vsi na dopustu in jih to še čaka, ampak dolgoletna izkušnja uči, da je, ko je časa dovolj tudi tistega, da se znamo malce skregati, skratka, da pride na dan vse tisto, kar tudi sicer ni bilo urejeno. Kako potem, če je sploh mogoče med dopustom to disharmonijo blažiti? Evo, tako, mislim, kompleksno vprašanje, ne, ampak bi rekel kar, da težko. Če govorimo zdaj o neki družini, o nekem partnerstvu, kjer odnos ne funkcionira, kjer čez celo leto ne funkcionira, pravzaprav je nemogoče. Ne. Naivno je pričakovati seveda, da zdaj bo pa dopust vse rešil. Ne. Ponavadi se to ne izide in tudi tako, malo te dopusti bi lahko rekel so precenjeni. Ne. Pogosto je v bistvu vse skupaj še slabše, ne, ker če tako gledamo, so vsaj v začetnem delu okoliščine pravzaprav bolj stresne. In mislim, tudi pari, ki jim gre dobro, pa ki nam gre dobro, že če ne drugega, saj pri pakiranju, ko se je treba spraviti, pridemo v situacijo ali pa se že tam skregamo. Pač treba je spakirati, že to je stres. Normalno je vroče. Tja, ko prideš, seveda je vročina, otroci malo sitni ratajo, ni neke prave strukture, neki stroški so planirani ali pa neplanirani, kar je vedno tudi stres, že za neki izkušen par lahko. Nadalje, kar naenkrat zmanjka izhodov, ki jih ima par čez leto. S tem, da tukaj pol je spet odvisno, koliko to zapolnejo. In pol vidiš, se na morje vozi kup prijateljev, polno športne opreme, ampak hvala Bogu, vedno je pa alkohol tukaj. In pol alkohol kar dober anestezira, in to bi lahko rekel, je nekaj, kar pomaga, da potem se to kakor tako normalno preživi en dopust, ker če alkohola ne bi bilo vprašanje, kako bi te zadeve šle čez. In pol, če je neka prava mera, da je znotraj tega pol to teče. Največji problem, največji problem seveda so pa visoka pričakovanja in to ni samo za dopust, to nasplošno. Mislim, da pari imajo težave, ker ima vsak svoje pričakovanja, o katerih se ne govori. Ta visoka pričakovanja in pa seveda želje, vemo, želje kot take ne odražajo nujno tistega, kar je najboljše za nas. In to se seveda sploh med parom, ki ne funkcionira dobro, se ne skomunicira. In pol imamo kaj? Moža, ženo, vsak s svojimi pričakovanji, mož normalno, kaj pričakuje, ko bo šel na dopust, da bo imel mrzlo pivo pa reden seks. Žena pač pričakuje normalno, da bo mož več z otroki, da bo imela mir, da se bo pogovarjala možem, da bo imela več stika, normalno tukaj ne pride, ker en ali drug užaljen, mož dostopa seveda s tem, da bi imel spolnost, žena, da bi imel pogovor, mož tega ne dobi, se umakne ali pa obratno. In tega ni in seveda je en in drugi na koncu razočaran. Če se zdaj oče in mama ne zastopta, mož in žena, pogosto potem otroci to nase potegnejo, ratejo problematični, da se starši nehata kregati in se ukvarjata z otroki in seveda potem ne čudi, da mnogi, ki po dopustu domov pridejo, sploh z malimi otroci, grejo v službo in v službe dopustne, ali pa rabijo še en dopustne, ker je to toliko naporno. In jaz mislim, da če dobro delujemo, da dopust v tem smislu, kot je danes to neka norma, imperativ, vsi pač po Facebooku, Instagramih in tako naprej, blazno lepe slike, blazna ta pričakovanja, da prav v tem kontekstu mislim, da ni nujno tako potreben, da komot, in to mislim, da tudi veliko parov dela, če so dobro,
če je cela družina v redu, je lahko tudi doma in se spočije. Ne? Če ni žena nevrotična, da more stalno pospravljati, rihtati okoli hiše, če mož ne rabi stalno bežati od doma, lahko izredno kvaliteten čas doma preživi. Ne, so v miru, v neki harmoniji, je čas vsak zase, en za drugega, cela družina skupaj, en dan se gre v hribe, drug dan nekak izlet, pač lahko si sam doma in počivaš, kdaj pride kakšni obiski, ne, to en lahko super in posvečen čas za družino, ne, ni treba ne vem kam, nikamor iti, ne, ampak zato seveda je neka zrelost potrebna. Zdaj pa, da ne bo tako črno-belo samo, ne, vsak rabi dopust, ne, meni osebno seveda morje ni blizu, pa bi rekla, zdaj ta Perko za to govori. Lani mi je žena rekla, če nam rezerviral, vsako leto malo govorim, da me rezerviral, pa pol itak ne, rekla se vločila, če zdaj ne rezerviram, pa sem rezerviral. Zdaj ste rezervirali? Ja, sem že lani, leto sem pa prej, že pol leta, za vsak slučaj. Tako da ni črno-belo, in seveda tudi potrebujemo kdaj pa kdaj nek odmik, tudi kako potovanje in seveda je to dobro, vendar kot neko, pravzaprav je to neka nadgradnja, kar gre zraven. Tukaj mene dostikrat spomni na to, kar je Frankl govoril o tem, kako ljudje lovijo srečo, pa se jim izmuzne. In tukaj zdaj, čeprav zaprav to, da mi živimo neusmišljeno in pa čakamo samo poletje in ta dopust in kaj zdaj, da ko imamo mi dopust, smo šli tja in se bo tam, ne vem, to in to zgodilo in kaj, da bo zdaj tam, in to vse skupaj eno razočaranje, ker seveda tega ni, se tik pred zdajci izmuzne. Če pa je to pač neka nadgradnja, neka posledica tega, da mi živimo dobro, prav usklajeno, je pa to, da to zdaj ne rešuje neke naše eksistence, naše bede, če tako reči. Pa so pa to lahko seveda zelo lepe stvari, ampak same po sebi. In če bi zdaj že rekel, kako to ublažiti še na koncu, da se vrnem čisto k vprašanju, je pa se mi zdi, kar pomaga, to vedno pomaga, ne sem dopustil, je to, da tudi če partnerje nista najbolj povezana, ampak seveda tukaj je težko in mislim, da je točka, kjer ni nekako nazaj več vrnitve, kjer je preveč tega nerazumevanja, tudi morda, kjer ni več naklonjenosti, ljubezni, delcu odzadje in potem je to težko, ampak načeloma pomaga, da en in drugi pravzaprav se odloči in vsak dan naredi nekaj za partnerje, nekaj, da v partnerju lepo, nekaj v končni fazi, da se bo počutil dobro, ne glede na to, kako se ta partner odzove, in sigurno po 2, 3, 4 dneh bo odziv drugega drugačen. Samo tukaj je treba neka zrelost in potrpežljivost. To definitivno pomaga. Ko pa to v prakso spraviti, je pa druga reč. Ja, zdaj se mi zdi, da ste namignili na ta pričakovanja, da smo jih zdaj že vsi malo znižali, da ne bo potem preveč žalostno, če se malce pohecam. Drugo vprašanje je pa recimo, ko ostajamo doma, starši gredo v službo, otroci različnih starosti pa so nekako brez zaposlitve. Dobro, recimo, da gredo za 5 dni na oratorij, pa da gredo za 3 dni k babici, pa k drugi babici, ampak ostali čas, ko so otroci recimo stari 10, 12 let, da so lahko že sami doma, ampak vseeno starši so nekako negotovi, pri tej tehnologiji otroke puščati preveč svobodne in same. Vprašanje je, kaj zdaj z otroki narediti. Ja, mislim, pač neko strukturo kljub temu je potrebno dati, ampak hkrati pa seveda rabijo. Počitnice so čas za to, da se spočijejo, da so lahko brezskrbni, da se tudi dolgočasijo, in tukaj se morajo starši uskladiti, in koliko še je tista neka prava mera, da imajo nek nadzor, da vejo, kaj delajo ponavadi, pa na drugi strani, da začnejo prepuščati, da je en toliko svobode, kakor lahko otroci odgovornosti prevzamejo, in da imajo neke naloge, rečemo to pa to po hiši naredijo,
in pač, da se to pokontrolira, da upravijo in po drugi strani, da jim mer da. In tukaj imajo tudi starši, pravzaprav je preizkušnja na njih, da stalno ne kontrolirajo, da znajo mal tukaj spustiti, in da potem ne potrebuje otroci ne vem kaj vsega dosegati in delati, zato ker seveda mi starši mislimo, kaj vse je dobro za njih in kaj vse morajo, in pol doskrat ne vem, kakve vse tečaje hodijo in čeprav spet, doskrat je lahko tudi problem, se mi zdi to zdaj z te naše perspektive, ki po vaseh živimo, je to zelo enostavno, ker tam pač so lahko odzune okolje, ni problematično, grejo malo v sosedov, malo okoli, ni nobene nevarnosti, v mestih seveda je to težje, sploh če sta oba zaposlena, ampak tukaj tudi starši seveda morajo tukaj uskladiti, in zdaj, ko, imaš ti otroke stare 6, 8, 10, 12 let, tukaj več pozornosti treba nameniti čas, treba tudi za to vzeti, seveda na račun nekega svojih ambicij, svojih ciljev, pol kasneje se pa to seveda spreminja. Z leti, Vsekakor ni enostavno, ampak zdi se mi pomembno, da imajo tudi poleti otroci prosto, da so neobremenjeni, da tako. Da zadihajo malo tudi oni. Tako. Ja. Prej ste tako malce spotoma rekli, da ko gremo na dopust, da možje večinoma pričakujejo, da bodo lahko malce na tekočem, da bodo malce popili, da bodo skrbi nekako odpadle. Kako pogosta težava je pravzaprav to, da se na dopustu ta alkoholizem še nekako poglablja, ker je časa več in priložnosti? Mislim, poglablja, jaz mislim tako, da ponavadi itak je že kar dobro so uterjene te pivske navade, ki pa se potem na dopustu seveda, ni nekih obveznosti in se sam pač več tega dela. In jaz mislim, da kar pogosto. Ne bi zdaj rekel, da vsi, ampak tako, če malo pogledaš, že če v kak kamp greš pa to, se že zjutraj začenja, in pol ni pravzaprav nobenih omejitev, ker itak ni potrebno. Tako da mislim, da precej. Ampak hkrati po eni strani sploh te družine, ki ne funkcionira dobro, brez tega itak mislim, da ne bi zvozile, če ne bi malo anestezirali. Kako pa to vpliva potem recimo na otroke, tako početje, če vsak... Dobro, to vemo, itak odrasli otroci alkoholikov, ko odrastejo, otroci iz takih alkoholičnih družin, zdaj, ne pomeni, da je vsak alkoholik, čeprav to pri nam, kdaj mi vidimo, da je en alkoholik je kar problematično, in mnogi so, čeprav jih okolje ne dojema kot take, in pač za otroke to seveda ni okej, to vse, kar starši, ki prekomerno pijo alkohol, ni v redu, ker ni nekega ravnotežja, ker odzivi niso usklajeni, kdaj, ne vem, je mačkast, pa se potem odzove zoprno za neko stvar, ko ni nobenega razloga, in potem, ko je vpit, je vse, ko se napije, ko je vpit, dopušča neke stvari, ki jih drugačne, otrok je zmeden, pogosto seveda jim je, če so, pa niti ne rabi biti toliko starejši, že pri 9, 10, 12 letih jih je lahko pošteno sram, zato kar opiti starši delajo, jim je nerodno, tako da kvarno vpliva in potem te odrasli otroci alkoholikov, kar tudi vidimo, tisti, ki hodijo k nam na terapije, vse to kaže, kar teorija podpira, kar je dr. Rugel že 40 let nazaj govoril, danes pa sploh ne tukaj na Gostečnikovi šoli kar nekaj raziskuje in dela za odraslimi otroci alkoholikov, in to raziskave potrjuje, so najbolj oškodovana pravzaprav skupina. In to mi na skupinah vidimo, ko prihajajo te odrasli otroci alkoholikov, imajo kup težav. Zdaj smo pa že pri drugem vprašanju, torej k vam prihajajo ljudje iskati odgovore, ko se v življenju zatakne se prej ali slej. Nekateri so odporni na težave, drugi znajo te težave nekako sami sproti reševati, ampak pridemo pa tudi do trenutka, ko ne gre več in ko rečemo, zdaj bo treba pa k strokovnjaku.
Si predstavljam, da veliko ljudi pride k vam, ker imate tudi skupine in tako naprej. Ali bi lahko rekli, da imajo te težave podoben imenovalec? Glavno še vedno bi rekel, da je diagnoza zloraba, da so zlorabljeni strani mam, čustven incest. To prevladuje. Problematika se malo spreminja, mislim, da je to zdaj vse pogosteje, sploh tukaj pridejo te močno oškodovani mladi moški, ki pravzaprav tako nič ni z njih, ne sposobni, ne opremljeni za odraslo življenje. Tega se mi zdi vsem prej ni bilo toliko. So imeli, več je bilo vsem neke discipline, tudi tako, bolj so bili strukturirani. Vsem je oče, čeprav lahko ni bil dober, pa je bil prestrog, če jih ni lih zlomil, je to dal neko, so bili boljše postavljeni v življenje. Kot zdaj, ko vidimo, da so očetje zelo odsotni, mame zelo močne prevzemajo, sem tudi razložil, zakaj je temu tako. In tega se mi zdi največ. In da pogosto je to tudi povezano, so tudi nekateri od njih, ali pa ločeno so odrasli otroci alkoholiki. In to dvoje videvamo. In te zdaj posamezniki, tako moški kot ženske, ampak zdaj, če malo pri moških ostanemo, tako, ni tako izrazito, rečemo, da dekompenzirajo, da se zapijajo tudi, ampak manj, ali pa ne vem, za drugere, ali pa odvisni od digitalnih zasvojenosti, ker niti za to nekih kapacitet nimajo. Tako vsega pomal, malo alkohol, malo blazno veliko časa zabijajo, pa ne bi rekel, da gre za pravo odvisnost na teh družabnih omrežjih, na Instagramih, razne igrce, malo marihuano, tisti malo bolj strukturirano, lahko malo več v športu, ampak tako vse skupaj nič, neka taka hibernacija, neko dolgo zimsko spanje. In te moški so brez kakršnega koli smisla. To je tako katastrofalno. Spravi, čista bivanjska praznota ali pa nihilizem. Nimajo ciljev. Uropani so v odraščanju svojih izkušenj, zaradi hiperprotektivnosti, predvsem mam, ki za njih skrbijo. Nimajo pojma, kaj bi sami sabo. Vsega jih je strah. To, ker jim nikoli nič ni bilo treba, so skozi uvati bili. To je katastrofa. Pa mora pa moški pri 25 lučka za avto posveti in on razpade, ker je to tak stres. Ali pa gume zamenjati. Tako neodločni so, vsaka novost, vsaka sprememba jih stresira. Pa ni niti poščeno odrastiti, ker staršem, žal, spet tukaj mama, očetje so itak neuporabni in odmaknjeni, jih pač potrebujejo tam, da so. In seveda so pač mečkači odgovornosti ne prevzemajo in velik problem je tisti, ki zmorejo kakor toliko odnositi, mnogi tudi ne, tudi za ženskami, pa tudi tako, nimajo neke široke socialne mreže. Pri takih potem je mama vedno pred ženo. In pol ga žena mora normalno spoštovati, niti ste osnove narejene, vsaka žena, ki je, lahko reče, normalna, seveda ima potrebo, da je na prvem mestu. In prav je tako. In tega pač ne zmorejo, in ni spoštovanje v osnovi tukaj, ne more odnos delovati. In pri ženskah je pa drugače. Ponavadi te lahko prej, če pa tudi kako v travmah, ki se prinašajo, rekla, pa postanejo pridne, so super učenke, super študentke, super uspešne v službi, se o tem sve tudi že govorila in to še vedno ni prepoznano kot problematično. Pravzaprav vedno bolj je to zaželeno kot neka dobra kvaliteta, ampak je pravzaprav hud klic po pomoči, tako huda stiska, in to je tak klic iz obupa po neki pomoči. In normalno dobijo tako ravno takega moškega, ki sem zdaj našteval, da lahko za njega skrbijo, ki so ponavadi v družini ta dinamika bila. In seveda pol nase, ker tega odnosa ni, navežejo sina ali hčer, to je ena stran, druga pa je, da so tako
sploh te mlade punce, zdaj kar nekaj mladih deklet, govorim o tem 20-22, so tako super talentirane, lušne, tako tudi sposobne, so pa popolnoma blokirane, polne krivde, polne neke odgovornosti, pa se pa to odraža seveda v hudi neki psihosomatiki, stalni glavoboli, migrene, prebavne motnje in tako naprej. Vedno več teh obsesivnih kompulzij in nesposobne vstopati v kakršnekoli odnose. Blazna škoda, ne? Tako da so pred 20, 22, 24 čisto prostovoljno v nekem celibatu, ne? In zaprte, niso odprte v svet. Ne? In še enkrat ponavljam, so take lušne dekleta, ki mislim, ki imajo ves potencial, da bi bile pač uspešne, karkoli že to pomeni v življenju. Ne? In problem je, ki imajo doma dostikrat slab zgled, ker mame vztrajajo v nekih slabih odnosih, v slabem zakonu, ne? In pol je v bistvu za njih vse sprejemljivo, ko gre enkrat odnos, ne? Ker prepogosto še vedno v zadnji tako ostane kup nekih psihičnih zlorab, nekih čustvenih zlorab, nasilja psihičnega, ni pa fizičnega, in pol je vse okej, saj ker, ne vem, oče tepu na spanine ali pa mož tepu na spanine in pol dela lahko mož, partner ali pač karkoli, dokler pač ne tepe, pa ni problem, je to še sprejemljivo, to pol norma postane in ni, seveda, ko te ženske grejo v odnos, sploh te pridne, smo govorili s temi moškimi, ki ni nič od njih, njim ne ostane drugega, kot da prevzame vse vajeti v roke, ker če ne bi to razpadlo. In tukaj predvsem prav vprašanje, kako opolnomoči to ženske, da bi znale pri 20-25 zbrati pač bolj primernega moškega, z takega, ki bo kaj z njim, ne pa, da jim je to misija, da jih rešujejo, imajo potem še otroke z njim in normalno, da to ne gre. In zdaj težava je, ker če hočejo potem to normalno začeti delovati, moški tukaj more vajeti prevzeti v sklopu zdravljenja, in more prevzeti svoje naloge in jih korektno upravljati, seveda, ženske to pa dostikrat je težko, te žene morajo pa začeti malo spuščati, in zaupati. In to je dolgotrajen in dolg proces. In težava je zdaj še to, te moški, ki pridejo, ki ta čustveni cest, ki jih mame zlorabijo, oni so stalno uvati in njim nič kaj dosti ni potrebno narediti, ka mamice za vse poskrbijo. Vse namestnih nimajo, tako smo rekli, ciljev svojih, ne dosežejo, Evropa jih za svoje izkušnje, kar pripelje do tega, da životarijo. Na drugi strani so pa pogosto zelo, so pa to čudežni otroci, mali geniji, pa so blazno visoke zahteve v šoli, glasbi, športu in te otroci, ker nimajo odkje imeti neke frustracijske tolerance, odlagati ugodje, prenašati trpljenja, pač razpadejo, in če ne prej, pol se to na fakulteti zgodi in ker ni očeta, da bi jih na mesto postavil, pol ponovadi pridejo domov, si mama to paši in pol to stanje vzdržujejo, namesto da bi to njihovo stisko, jih božajo, namesto da bi jo malo zaostrili, da bi oni morali nek premik narediti. In klinična slika teh predvsem moških, tudi deklet, žensk, pravzaprav katastrofalna, je grozna, ko to vidiš. In grozno je to, ker če nekdo pride z nekega nasilnega odnosa, kjer je fizično nasilje, je to, ali pa kjer nek alkoholizem, je to vidno, je uprimerljivo. Tukaj pa zgleda vse lepo, tako popolno, nič ni narobe, idealno, in ni nič za prijetne. In oni kup neke krivde, pravzaprav neko dobro mamo imajo, vse za njih delah, oni pa zdaj se tukaj nekaj pretužuje. Odkje njim to pravica in je
tako zelo, zelo zahrbno. In ko pa se to odpirati začne, je pa od zadaj toliko ene agresije začne potlačne ven hoditi, da je to kdaj prav strašljivo. Tukaj se mi pa postavlja vprašanje. Recimo, ko en tak moški, recimo 25-30 let star, pride k vam v obdobju razpadanja, lahko rečemo, da je na neki način uspeh, da je šel iskat pomoč. In kakšni so pa vaši prvi prijemi potem, če veste, da je to neko občutljivo bitje in da bi se od vaše moške roke ali moškega prijema tak človek lahko prestrašil in zbežal? Sam trdo delo jih reši. Tako, ni tukaj druge. Sedaj ti kot terapeut malo moraš imeti občutka, kako kakega prijeti in to, ampak če se hočejo z tega ven potegniti, se morajo v polnosti aktivirati. Da začnejo dosegati cilje, sicer tukaj določeni cilji. Mi že postavimo cilj, rečemo, morajo v sklopu socialno-andragoške metode, v 3 letih rečemo maraton pretečne, ampak to takim 25-letniku zdravmu, to v enem letu lahko naredijo, ni noben problem, pol vidijo, vse je pa lahko nekaj, morajo nekam energijo investirati, morajo malo trpeti začeti, najlažje to prek fizičnih aktivnosti, seveda potem tukaj to branje, pisanje, da jih to postavi, da jih uteri, še enkrat, da neko disciplino vnesejo, da dobijo moč, da začnejo svoje ugodje odlagati, da to trpljenje sprejmejo, da vidijo, da neke stvari potem zmore. In tako se potem začne premikati. Zdaj, super, zadnjič že pri Benjaminu Sitterju sem povedal, prvično, zdaj lahko tudi tukaj, z očetom v septembru, se pravi zdaj, bo išla nova knjiga, ki so jo z očetom skupaj pripravila in vsak pač en par opiše. Jaz tako zelo kronološko, ko sem imel to možnost, opišem ravno dvig pravzaprav z polnega dna nekega para, jaz sem se predvsem na tega moškega, mladega, odraslega, je sred 20-ih osredotočil, ki se je nekaj pršil, pravzaprav popolni bivanski praznoti, brez smisla, zlorabljen strani mame, tako nikjer ni bil postavljen in se je v letu in pol, s tem, ko je on je vedel, da če ne bo nekaj spremenil, da se bojo stvari slabo končale, stiska pri njemu je bila ravno dovolj velika, pa predvsem on je dobro tako strukturiran, imel neko notranjo moč in je zagrabil, z vsem 4 in se je blazno hiter potegnil ven. Ampak on je bil tako pridno, on je dnevno pisal, vse obveznosti je delal in se res krasno vidi, kakva muka, kaj vse je mogel čez dati, kakšne stvari odpreti. In to je težko, večina jih tukaj ne more. Tako da s tem pri dekletih je pa mal drug problem, je pa kdaj tudi, treba tukaj mal tako, kar so vseh teh obveznosti tudi nima, to pomaga, ampak sploh teh smo rekli, so blokirane, polne krivde, polne odgovornosti, so dejansko prekrhke, že uspeh prav, če v skupino pridejo, če zmorejo to frustracijo, in je na začetku kar malo potrpežljivo čakati potrebno. Pa seveda to treba potem malo paziti, kako na skupino samo vpliva, ampak je treba tukaj pa morda tako malo bolj božje, malo čez prste pogledati, da se postavijo, ampak tukaj ima pa to skupino pol moče, ko oni začutijo, da so tam varne, da je skupina za njimi, ko jih skupina podpre, se potem počasi aktivirajo in pol začnejo te stvari same od sebe odpadati. Vi in vaš oče imata oba že nekaj prakse, tako da lahko... Oče jo ima že zelo dolgo, jaz jo pa imam zdaj nekaj malega. Se strinjam, vi ste pa tudi imeli priložnost opazovati vse ste veliko odnesli, prav gotovo tudi od tega. Ampak vseeno, ko pridejo ljudje k vam, ali lahko vi tako na prvi vtis že rečete, joj, z tega bo pa težko kaj. In ali to kdaj rečete in ali se to izkaže za pravilno? Ta prvi vtis. Bilo... Naprimer, zdaj že dobro vemo, takih niti ne vzamem več, mislim, da oče tudi ne...
naprimer, izkazali se je, zelo dobro lahko delamo z alkoholiki. Vsem socialno-andragoška metoda je bila na začetku za alkoholike, potem pa se vse ostale začelo, da ne gremo v detajle, in ostalih, naprimer narkomanije, pa ne moremo uspešno tukaj zdraviti. In mi imamo nekajkrat so vstopili v program kokainski odvisneži, ki so precej drugačni kot tisti od alkohola. V čem je največja razlika? Precej bolj funkcionirajo, manj propadajo, ne, oni tako so blazni, tako so na koncu hiperaktivni, tako imajo lahko neko strukturo, delajo, ne, ampak v skupini še nobenemu niso mogli pomagati. Ne. Vsi so bleferali, vsi so zraven, se še zadevali. Si ti kot terapeut veš, ampak ne moreš tam nekaj, ga testirati, ali kar si je tudi vedno jih v paru vzamemo, ne žene, če žena ne vidi, ne, da zraven blefera in da se drugera. Ampak to samo po sebi potem odpade v roku pol leta, ne, in rečemo zdaj nekega kokainskega odvisneža ali pa nekoga, ki je tudi, rečemo, od marihuane konkretno odvisnih, niti ne vzamemo več, ker pač ni pomoči in more prvo, ne vem, iti v komuno, to urediti in potem lahko vstopi. Drugače pa, ne, oče ima pravilo, katerega jaz tudi povzemam, on vzame vsakega, ki je pripravljen. Ker preden tudi preden vstopiš, prideš na razgovor, moraš potem 3 knjige prebrati, ker 3 knjige prebereš, prideš drugič, začneš dnevnike pisati, telovaditi in to. In tisti, ki to delajo, potem se da vsakemu priložnost. Ne? In to se mi zdi, kaj pa vem, to imaš v sebi, jaz v osnovi, iskreno verjamem vsakega, da lahko. Si, če to ne bi, a veste, če ne bi tudi pa nekih diagnoz pa to na stran dal, ne, in gledal čisto fenomenološko, jaz sem tudi geštaltista, ne, tako izučen, gledal kot človeka, ki ga imaš pred sabo, ne bi delč prišel, to pač se tudi čuti, ne, in tukaj težko tako pač razložim, pač moraš verjeti v to, ne, moraš tako pozitivno tukaj na to gledati, ne, da bojo stvari šle, ne, če ne, mislim, če ti v osnovi z nekom delaš, ko misliš, da ne bo, ne, mislim, se to začuti in ne more to potem iti, ne. Ja. Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza. Spremljate oddajo Za življenje, z nami je Uroš Perko, govorimo malce o dopustu, malce o težavah, ki jih imamo, malce kako jih rešiti, te težave. Doktor Uroš Perko, ko pridejo ljudje k vam, nikoli ne pridejo oni sami, ampak pridejo tudi generacije težav, ki so že za njimi, ne? Tukaj pa govorimo o podedovanih travmah, ki jih nosimo, ki jih včasih ne razrešimo nikoli in jih vedno nosimo, jih ne znamo poimenovati. Kako je s tem? Kaj vse človek nosi, pa misli, da je samo njegova težava, v bistvu gre pa tudi za neko podedovano že lastnost. Večina teh travm pa vzorcev se podeduje, potem sam pač more, enkrat, ko si odrasel 14 let plus naprej, moraš odgovornost za to prevzeti, ne, in ti začeti reševati. Mnogo lažje je, če rečemo, starši, ne, ali pa ena generacija to že razreši, ker potem lahko reče, ok, ne, zdaj ne vem, nek del se na otroke prenese, otroci morajo prevzeti odgovornost, začeti to reševati na neki točki, ampak je lažje, če starši potem reče, lej, te razumem, vem, kaj je, a ne, lahko tudi z mano stvari razrešiš, ki jih nimaš, imaš samo mojo podporo, ampak dobro, te zadeve pa moraš ti rešiti in to je neizmerno lažje kot neko krivdo potem nabijati, kar se mnogokrat dela, potem starši začnejo, ne, in ne razumejo in gre, ne, in tukaj gre pravzaprav vse, ne, te vzorci, kjerkoli težave pridejo ljudje, potem gledaš in vidiš, da se to te vzorci ponavljajo generacije, ne vem, pride nek alkoholik in vidiš, da so cele generacije prepojene z alkoholom, potem pa
Ali taki otroci sami začnejo piti, nekateri pa ne pijajo, pa dobijo partnerja alkoholika, ali pa čist drugo, so blazni potem asketi, ampak so seveda nesproščeni, zategnjeni, pogosto tiranski, prezahtevni, kar je isti učinek, tako da se, dokler to en ne prekine, se gre kar iz vzorca v vzorca, zelo znano je ženske, ko odraščajo v očetu alkoholiku, normalno, da dobi alkoholik, ali pa nekoga, ki je odvisen od nečesa drugega, ker tukaj ta naš imago blazno dober dela, se pravi, to imago, da izberemo tisto, kar nam je poznano, in tukaj smo, razen to Milivojevič govori, če bi nam starši partnerje zbrali, ker tukaj bi boljši, če gremo mi to preko zaljubljenja, kar kaže na neko da naj bi se zaljubljala, neko naš psihični aparat ni prav zares zarev, takrat vedno ne zgrešimo, dobimo natanko tist, kar poznamo. Čeprav morda na prvi vtis deluje, tist partner, ki ga zberem, popolnoma drugačen, ampak vedno se izkaže, da temu ni tako. Potem spolne zlorabe, to gre tako pregeneracija. In koliko nekih žensk, deklet zdaj tukaj, ko dela z njimi, potem vidiš, da je vse odzadaj ene generacije, najbrž, ki so bile zlorabljene. Ampak težava je, ker se nikoli o tem ne govori. In to neko dekle, ki je bilo zlorabljeno, seveda ne ve, odkje je prišlo, ampak vidiš po pripovedovanju, tudi če je to neizrečeno, da po vsej verjetnosti najbrž že mama bila, boh ved, kaj je bilo še potem odzadaj, ne vem, tako, stvari ne stojijo, pa tako, cel odnos v družini, tudi sama spolnost, veste, to je vse patološko, nazaj, pa ne vem, očetje, ki gleda, mislim, zlorabljen že od tega, naprimer, oče odvisen od pornografije, pa pol najde, ne vem, zbirke revij, včasih je še bilo videokaseta, že tukaj govorimo, če to najde neka punčka, ali pa fan 6-7 let star, pravzaprav je nek način spolne zlorabe in to gre, mama tukaj nič ne naredi, ne reagira in to se krvali naprej, in to tako učinek snežne kepe, vedno večji, in jaz sem vedno šokiran, o tem se ne govori, prvo seveda so otroci premejhni, pol ni dober trenutek, pol so pa itak že, pol je pa prepozno, in neverjetno je, mislim, sem na tem šokiran, kolikrat starši vedo za spolne zlorabe, da s njihovim otrokom naredijo, lahko jih oče ali pa pogosto očin. In mama žrtvuje otroka zaradi lastne odvisnosti, odvisnosti od odnosov, žrtvuje otroka, samo da na ven zadeve izgledajo dobro, da ona sama ne ostane, da se ga zlorablja in ne naredijo nič, in tako, zaradi nekih lastnih interesov, in to sploh ni tako redko, in potem imaš nekoga, ne vem, ki je zlorabljal hčer ali pa sina, pa se še vedno z njim družijo, veste, tako, pa, ali pa so v odnosu z njim, tako ne moreš verjeti, posledice pa normalno, da so katastrofalne, pa zdaj, če jih ta naslednjega ne razreši, seveda gre to naprej. In tudi ravno zdaj se spet nekaj, teh spolnih zlorab je kar nekaj, v neki šoli je bil nek primer, mislim, da je zdaj kar precej po časopisih, ko je en fan drugega fanta zlorabljal, vedno je tukaj velika verjetnost, da ne tiska zlorablja, ne žrtev ni tam po naključju. Za žrtev sigurno je sam bil zlorabljen, in tudi storilc, in tudi žrtev najbrž je, ali vsaj za ene generacije prej, ali pa tudi že bil. Tako da to ni takih naključij. In to vse druge, tudi kakšni splavi, če greš nazaj gledati, kolikrat so mame splave delale, potem niso govorile, pa je pa kar naenkrat hčija, na koncu najstništva, kot mlada odrasla, nezaželeno noseča in na dobri strani, da naredi splav in pojma nima, odkje je to, je hudič, Najbrž mama imela enega ali pa dva, in motne hranjene, naprimer imaš primer, ko prije dekle, najstnica 18-19 let stara, se zdi, da je malo predebela, in začne malo hujšati, nič posebnega, zgubi kilo 2, pa se kar ne more ustaviti, in začne normalno jesti, pa kar zgublja težo,
Odkje zdaj to? Je hudiča, ne? Mama, ne vem, 25 let se že bori z neko anoreksijo, ne? Ampak o tem se ne govori, ne? In teh hčeri pa nič jasno, odkje zdaj to, ne? To, tako, ne? Pa razne žalost, ne? Vemo mislim, da doktor Katarina Možina, ona je doktorirala iz, mislim, da te travme, iz koncentracijskih taborišč je prenašala, veste, ta neka žalost, ker je kar pre generacij, dokler ni odžalovano, ne, ker naenkrat ima ženo zdaj nasprot sebe, ne, ker joče niti ne ve, zakaj, pa pravzaprav, ne, še tisto žalost od stare mame, pravzaprav od njenih izgub, ne, more odžalovati. Tako da veliko je tega in težave je seveda, to se lahko prekine samo s tem, da se o tem začne govoriti in da se potem stvari začne predelovati, ne. Ampak redki imajo za to moč, ne. Eni seveda rečejo, da to se odloči, da na njih ne bo vplival, pa vseeno vpliva, ne, kakorkoli, ko so te situacije, sploh z nezavednega venčne druge, ko partnerje zberamo, ne. Nekateri raži rečejo, ne, ok, smo vse to odpustili, ne, ali pa potlačijo vse, ne, vse je ok, vse je popolno, ni noben problem. Zdaj, če je to izrazito, da se vidi pri kakem alkoholu, a ne, potem reče, ali pa če je nasilen oče bil, ali pa če so jih zanemarjali, jim odpustimo, a ne, ker je to seveda najlažje potem, ker če ti greš v to, potem moraš sam sebi priznati pravzaprav, a ne, da si traumatiziran, da si bil žrtev, se moraš s tem ranem soočiti, kar ni enostavno, a ne. Pa velika razlika je, ali ti to tako predelaš dejansko na stvari, da jih odpreš, razdelaš, zapreš, greš naprej, ali pa da jih predelaš na način, da jih potlačiš. Tega je tudi mnogo, a ne, in pol se pa to izraža seveda v ogromno enih psihosomatskih obolenj. Zdaj, ko vas tako poslušam, se mi zdi, da smo v tem času ljudje že toliko nekako artikulirani, ne, da vse te stvari poimenujemo. Včasih pa so se ravno tako dogajale zlorabe, se mi zdi, da je bilo pa bolj treba molčati. Pa se sprašujem zdaj, kaj je bolje, ne? Ljudje, ki so molčali, navznoter jokali, to prenašali na druge rodove, ali to, da za vse neskladje, ki ga čutimo v sebi, poiščemo terapevta in o stvareh govorimo. Zanima me pa naslednje, ali o recimo spolnih zlorabah klienti, ko pridejo k vam, spregovorijo prvo uro? Ne, večina seveda ne, in to traja, ker mnogi niti ne vedo. In mislim, je to toliko potlačeno, a ne, da pride šele kasneje to na površje, ne, da pride to po ne vem, pol leta, letu, a ne, v zavestijo, ne, ker si tudi spolna zloraba ni sam zloraba z neko penetracijo, a ne, gre za, so prestopljene meje, ne vem, sploh z utipavanji, a ne, z drugimi stvarmi in se to zavejo, pravzaprav znajo po pol leta terapije, rečemo to šele poimenovati, da je to, kar se mi je zgodilo, oni občutijo samo sram, gnus, krivdo, po pol leta prek poslušanja zgodb, branja in tega pogotovijo, meni se pa tudi pravzaprav to, kar se je delalo, ne vem, ne, kar se je doskrat brat starejši nad mano delo, je bila spolna zloraba, ne, naprimer, ne, ali pa sosedje, ne, ali pa učitelj, ne vem, tega pa tega, ne. Tako da večina to kasneje pride. Nekateri pa vejo, ampak rabijo seveda svoj čas, da se toliko varne počutijo, da o tem lahko govorijo, a ne. Spet tretji pa kar zelo hitro povejo, ampak so popolnoma odrezani, zamrznjeni, odrezani od svojih čustev, od svojega doživljanja in pač lahko to govorijo, ampak na način pravzaprav, da so disocirani od tega, ne, in to je pa tudi problem, ker pol težko predelajo, ne, ker pridejo v stik, ker odzadje, verjetno, ja, seveda, odzadje je toliko jeze, veste, do vprašanja, kaj bi bilo, a ne, če bi to jezo kar spustili na plano, pa hkrati se morajo tudi, a veste, se obrambe služi nečemu, a ne, vprašanje, kaj bi bilo, ne, če bi zdaj to kar te rane odprli, se morajo prvo toliko ukrepiti, da so kos temu, potem kar spustijo potem ven, a ne, kar pride ven, tako da ja, ponavadi to traja, ne. Katerih klientov se pa vi najbolj veselite oziroma za katere nekako slutite, zdaj s to dolgoletno prakso že, ne, da bodo
tukaj pa lepe rešitve, da se bodo ljudje postavili na svoje noge. Jaz ne bi na to šel, kjer je težava. Jaz se veselim vsadzga, jaz se iskreno vsadzga veselim, ki se na svoji poti odloči, ki je stiska toliko velika, da bo nekaj naredil za to, da bo boljš. In vsakega globoko spoštujem, ki je pripravljen toliko narediti, kot rečemo naše skupine zahtevajo, in da je pripravljen vse to narediti, da bo, rešil sebe, rešil zakon, zdaj čisto vse, zdaj to nek alkoholik, ali so neke težave v partnerstvu, ali zlorabe strani mame, nek čustven incest ali karkoli, popolnoma vseeno. Za vsakega pravzaprav sem vesel, ki se priključi, so tudi naše skupine pol žive, ohranja in grejo stvari naprej. Zdaj verjamem, da vas naši poslušalci sicer že poznajo, ampak nikoli ne škodi, če omeniva vašo spletno stran, telefonsko številko, morda kdaj imate proste termine, vem, da ste kar precej zasedeni. Spletna stran je, moram prav pomisliti, kaj jo malo začetem skupaj, jaz sem se mu gor preklopil, mislim, da je Mitikas, zavod Mitikas pa bo ven. Se bo odprlo, in ima oba gor, moje telefonske je 031 828 783, sej tudi, če se na spletu tipka, tudi Uroš Perko bo, zdaj mislim, da je že toliko gor, da ni noben problem dobiti. Vedno skupine se vedno ljudi jemlje, če so, to, kot sem rekel, pripravljeni tisto narediti, kar se zahteva individualno, se vedno pač čas najde, termin najde, Normalno se pač tudi to delam, in zato tudi smo tukaj, tako da se vedno dobi termin in prostor. Ko se pogovarjam z doktorjem Andrejem Perkom in doktorico Vereno Perko, ob koncu oddaje običajno naredimo še kakšno knjižno minutko. In ker ste vi danes omenili naslov nove knjige, ki bo v septembru, me zanima točno kdaj, če veste, bo knjiga zunaj, kakšen je naslov? Naslov še, omenil sem, da bo knjiga naslova, ker še ne vemo, mislim, da je v nastajanju. Ni delovnega naslova, ni v nastajanju. Odzunaj bo, mislim, da mora biti v mesecu septembru, zdaj, ali bo to najbrž sred septembra, tako proti koncu septembra bo knjiga odzunaj, tako. Da bomo tudi v to knjigo lahko pogledali. Tako. Pa ne vem, bomo pa še videli. Saj niti ni pomembno, samo da knjiga bo. Doktor Uroš Perko, najlepša hvala, da ste prišli k nam in našim poslušalcem povedali vse te dragocene stvari. Hvala vam za vabilo. Za življenje. Za življenje.